Dragi prijatelji, gledalci, poslušalci televizije Exodus, nadaljujemo naše spoznavanje Jezusa. Že nekaj premišljevanj je bilo o tem. V prejšnjem smo se ustavili ob njegovem trpljenju. Danes bomo nadaljevali, ampak na drugi način. Ustavili se bomo ob osebah oziroma opazovali, poslušali osebe, ki so povezane z Jezusovim trpljenjem. Ni jih malo. Boste videli. Seveda to premišljevanje predpostavlja, da v glavnih potezah poznate Jezusovo trpljenje. Če ne, pa si vzemite svetopismo potem, ko ste to poslušali, pa preverjajte v poglavjih o trpljenju, koliko je povezave z evangelijem in tem, kar jaz povem. Torej, osebe ob Jezusovem trpljenju. Malo vemo o njih, o njihovi obleki, njihovi zunanjosti, o njihovih poklicih in tako naprej. Pač pa poslušamo njihove besede, opazujemo jih, presojamo njihovo vedenje in ob njih se lahko marsikaj naučimo. In to je namen tega premišljevanja. Kako bi se obnašal jaz ali obnašala, če bi bil v tej osebi ali na mesto te osebe. Učimo se, da ne bomo takšni. Torej, prvega vzemimo apostola Janeza. Janez je mlad, ima dobrih 20 let, ampak za svoja leta je zelo zrel. Umirjen, preudaren, zdravo samozavesten. Jezus ga je imel rad, to piše na drugem mestu, ker je imel lep značaj. Smel je sloneti Jezusu na prsih pri zadnji večerji. Verjetno je pa tudi on bil med tistimi, ki so na Oljski gori zaspali, ko je Jezus rekel: čujte in molite z menoj. Kdo ve? Janez je imel ugled in poznanstva, zveze, da je smel iti na dvorišče sodne palače. Verjetno je bilo zastraženo, vsak ni smel notri. In tako vidimo, dobro je imeti včasih zveze. Janez jih je imel. Imel je pa tudi pogum stati pod križem. Ni mu bilo vseeno, kaj se dogaja z Jezusom. Drugi so zbežali in se poskrili. Janez je pa rekel: jaz bom zraven. Nimajo me kaj učitati. Če me zaprejo, pa naj. Ampak jaz imam Jezusa rad in bom ob njem, dokler se bo dalo. Ko je videl, kaj se dogaja, je to sprejel mirno in trezno. Ni bil brezbrižen. Gledal je, poslušal je, razmišljal je, zapomnil si je, verjetno tudi zapisal, ker je pozneje napisal evangelij. Imel dober spomin. In ne samo to, na koncu konca je tudi oznanjal. Janez je bil evangelist, je oznanjal evangelij. Bil je vreden zaupanja. Jezus mu je izročil najdražje, kar je imel. Kaj? Mater. Janez, viš, da je moja mama sama, nikogar nima. Jožef je umrl, a bi jo ti vzel k sebi? Bi. Mama bi vzela Janeza za svojega? Bi. Ampak Janez je bil vreden tega zaupanja. In tako lahko rečemo, je predstavnik vseh nas ljudi, ki vzamemo Marijo za svojo mater. Dragi poslušalci, gledalci, vzemite Marijo k sebi, pa boste podobni apostolu Janezu. Da gremo pa apostolu Petru.
Peter je starejši od Janeza, vsaj 10 let, točno se ne ve. Po značaju je pa čisto drugačen. Janez je preudaren, Peter je pa hiter, nepremišljen, omahljiv, precej domišljav in nezdravo samozavesten. Na poti na Olsko goro Jezus napove, eden izmed vas me bo zatajil. Drugi so molčali, ker jim je bilo nerodno, niso sami sebi zaupali. Peter se pojunači, Jezus, jaz te ne bom. Če te bo ta, Tomaž, ja, on je vsega sposoben, pa tisti Tadej, pa Simon, ja, jaz te že ne bom. Glih on ga je. Torej, dvigal se je na tovariše. Življenje dam zate, ja, pobegnil si, pričal si, da ga ne poznaš. Viš, kam prideš, če si domišljal. Na gori Jezus 3-krat moli, reče apostolom, čujte in molite, da ne boste padli v skušnjavo. Skušnjava jih čaka. Peter moli, kje pa? Peter spi. 3-krat ga Jezus najde spečega. Na gori mahne z mečem. Ko so Jezusa začeli, torej, da bi ga zvezali, Peter mahne. On je glavo umaknil, pa mu je uho odsekal. Kaj je rekel Jezus? Spravi meč na svoje mesto. Nočem, da se moja vera in mene brani z mečem. Kaj mislimo mi o tem? Na dvorišču iz strahu taji poznanstvo z Jezusom. Taji. Ena ženska rekla, a ta je torej njegov. Aha, gledajte ga, ta je nevaren tip, še njega bi treba zvezati. Peter, namesto da bi priznal, ja, sem, ali pa da bi se hitro zgubil v temi, prisegam, da ga ne poznam. A pred pol ure si govoril, da si pripravljen dati življenje za njega. Kako je človek spremenljiv? Šele ko je zaslišal Petalinov glas, se je zamislil, zresnil, joj, kaj ga jaz lomim. Šele takrat se je zgubil v temo in zajokal od žalosti, od kesanja. Tako da vidimo, da ima Peter tudi kakšno dobro lastnost. Goreč je, za vse pripravljen, takoj gremo, za dobro stvar gremo na delo. Znal je priznati, sicer pozno, ampak je priznal. Obžaloval, se kesal, bil je iskren. In Peter ni bil narejen, ni se delal. Recimo, Jude je bil potuhnen, on se je delal, Peter se ni delal. Peter je takšen, kot je. Poglejte me, sem sposoben dobrega, pa tudi hudega. In kljub temu, kaj je Peter naredil, ga je Jezus postavil za papeža. Pasi moje ovce. Tako je tudi danes v cerkvi. Papeže niso sami svetniki, škofi tudi ne, duhovniki tudi ne, verniki tudi ne, tudi vsi župljani niso sveti in pobožni brez greha, vsi smo ljudje. Ampak cerkev oziroma Jezus nas takšne uporablja. Takšni smo. Tudi cerkev je takšna, kot je. Ma napake, kaj hočeš. Trudi se biti dober, ampak tako je. To je naša velika tolažba. Bog nas sprejme takšne, kot smo. Jezus nas sprejme, cerkev nas sprejme. Trudimo se, da bi bili čim manj podobni Petru v teh njegovih slabih lastnosti in podobnih njegovih dobrih lastnosti. Gremo naprej k apostolu Judu. Juda je izdajalec. Njegovo izdajstvo je skrivnost, pa tudi opomin.
zakaj je Jezusa izdal. Ni čisto jasno in čisto. Nekateri ga upravičujejo, pravijo, zaradi politike ga je izdal. Juda je videl, Jezus ima ugled. Za Jezusom grejo množice. Kaj je zdaj treba? Samo dati mu je priložnost, da dvigne revolucijo. In verjetno mu je rekel, Jezus, daj, začni kaj, viš, to ni nič. Dvigni ljudi, ti imaš ugled. Jezus pa nič. In si je mislil Juda, treba ga je prisiliti. Ko ga bom izdal, ga bojo hoteli obsoditi, on bo pa rekel, ne, to pa ne, in bo dvignil revolucijo. Ker je čas dozorel. Čas je zrel, naredimo nekaj. Mogoče Judež to mislijo. Mogoče. Kot nacionalist. Verjetno pa od pohlepa po denarju. Ker je dobil 30 srebrnikov. Koliko je bilo to vredno, ne vemo, ampak kar tako to ni bilo. Pohlep po denarju še posebej, ker je nekaj namignjeno, da je tudi izmikal. Kdo ve? Ali pa da so izkoristili njegovo omahljivost, neodločnost. Juda, bi? Ne bi, ne. Čuj, kaj pa če bi? Pa tako naokrog, nazadnje pa popustil. Jezus je tolkem pomagal, pa še sebi. Jezus pa nekaj zaslužil. Kdo ve? Namreč je bilo vsakega nekaj. 3 stvari so boleče pri Judežu. Denar, poljub, obup. Denar. Torej vemo, prodal ga je za 30 srebrnikov. Denar nam je potreben. Denar ni hudič, kot se včasih sliši, ker tudi če ga ni, je hudič. Denar je potreben, a ne smemo biti od denarja zasvojeni. Ne smemo. Mi smo gospodari denarja, ne denar nas. Zato se lahko zgodi, da prodamo nedolžnega človeka za denar. Ali pa celo Boga. Za denar prodajo poštenje. Danes tega ni treba dokazovati. Ampak, kot vidimo pri Judežu, denar ne usreči. Ne usreči, tiste globoke sreče ne da. Na zunaj, ja, ko ga šteješ, tok in tok, tok imam. Ampak to je zunanja sreča, notranja pa ni. Druga boleča stvar pri Judežu je poljub. Poljub zakaj? Poljub je naravni znak ljubezni. Nečesa, kar usrečuje, medsebojnega zaupanja. Zloraba stvari je pa toliko hujša, koliko je dragocenejša stvar, ki jo zlorabimo. Poljub je nekaj dragocenega, zato je nekaj hudega, če poljubiš, da človeku škoduješ. Zato ni čudno, da je rekel Jezus, Juda, s poljubom iznajaš, s poljubom, a ne bi mogel kako drugače. S poljubom. Hinavščina in obup. Pogrešil je tudi Peter, ste pa slišali pravkar. Pogrešila je Magdalena, grešnica, pa še kdo, pa niso obupali. Dokler živiš, lahko upaš. Upaj. Ne obupaj. Juda je bil ne enkrat priča, kako je Jezus odpuščal. Odpuščeni so ti grehi, pojdi v miru. Ampak ni verjel, ni mu prišlo na misel. In tako nas Juda uči. S svetimi rečmi se ne igrajmo. Ne? Vzemimo jih resno. Kako lepa postaja bi bila na križevem potu, če bi evangelist poročal. Judež je pritekel pod križ, ko je Jezus še živel, pa se vrgel na tla in rekel, Jezus, odpusti mi.
kako lepa postaja križevega pota bi bila, ampak je ni. Lahko se vprašamo, ali je Juda pogubljen za zmeraj, ker je nekje zapisano, da je Jezus rekel, bilo bi bolje zanj, če se ne bi bil rodil. Ne vemo, upati pa smemo. Kaj nam da upanje? Jezusova molitev na križu. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Kdo več ni Jezus tudi Judeža vključil v to molitev? Saj ne ve, kaj dela. Če bi vedel, ne bi tega naredil. Toliko dobrega pa le je v njem, ampak slep je bil, slep preveč. Denar ga je zaslepil. Kdo ve? Ne vemo. Zdaj gremo pa k nasprotniku Jezusovemu. To so bili Peter, Janez pa Juda. Zdaj pa, kaj pa Pilat? Pilat ni predstavljal samo sebe kot sodnika, ampak celotno rimsko cesarstvo. To cesarstvo je bilo predvsem cesarstvo oblasti in moči. Tega se Pilat dobro zavedal. Rimsko cesarstvo ni poznalo usmiljenja. Resnico in pravico pa le deloma in predvsem za svoje državljane. Od Pilatove besede Jezusu, ko je rekel, ali ne veš, da imam oblast, da te oprostim in oblast, da te križam. Imam oblast. Kaj to pomeni? Jezus, ni važno, če si kriv ali nisi. V mojih rokah si, s tabo naredim kar če. Imam oblast to, oblast ono. Torej ne prepričati se, ali je kriv ali ni. Vse ni važno. Važno je, kar jaz odločim. Jaz sem gospodar. V mojih rokah si. Vendar je Pilat pokazal tudi nekaj človeškega. Človeka, ki razmišlja in ima srce. Jezus nas sprašuje o resnici. Torej je bil nekaj filozofa. Filozofija raziskuje resnico. Kaj je resnica? Da mu je možnost, da nekaj pove v svojo obrambo. Jezus pa je molčal, zanimivo. Pilat je rekel, ali molčiš? Povej. Povej. In torej Pilat je pokazal tudi nekaj dobrohotnosti in po ovinki ga je skušal rešiti. Naprimer, ko je rekel, izbirajte ali Barabo ali Jezusa. Češ, boste ja izbrali Barabo in tako bom Jezusa rešil. Ne. Ampak je popustil. Tako je grešil na 3 področjih. Prvo področje, ni razčistil Jezusovega problema do konca. Ni razčistil. In kljub temu ga je dal bičati in križati, čeprav ni razčistil. Mora bi razčistiti. Vidimo, ali si kriv ali nisi. Drugo, popustil je Judom, čeprav je vedel, da ga krivijo za reči, ki niso kaznive. Niso kaznive. Recimo, da je branil davek dajati. Kje pa? Pilat bi ja bolj vedel, kaj Jezus dela kot pa oni. Tretje, zbal se za svoj stolček. Da ga obdrži, je pripravljen z najhujšjo kaznijo usmrtiti nedolžnega človeka. Če tega izpustiš, nisi prijatelj cesarju. To pa ne. Jaz sem prijatelj cesarjev in nimate mi kaj učitati. In tako je naredil, kar je naredil. Koliko ljudi danes odloča o važnih rečeh, celo o življenju, ne da bi se prepričali o resnici in se ji uklonili. Resnica nad vse. Ko bi le bila, ja? Koliko jih je, ki ne priznajo nobenih moralnih norm, ko gre za to, da sedajo na stolček. Če gre za stolček, ni nobene prepovedi, ni nobene zapovedi, ampak moja korist.
Naprej Nikodem in Jožef iz Arimateje. Prvega poznamo iz 3. poglavja Janezovega evangelija, ker se ni nič kaj izkazal. Zdaj pa skupaj z Jožefom prikazan v lepi luči. Oba sta ugledna moža, člana velikega zbora, ki nista odobravala Jezusove obsodbe, ampak tale zbor je imel 70 članov, to sta pa 2. Kaj morata 2 proti 70? Tema 2 možema lahko primerjamo sicer tihi, a vztrajni glas vesti v človeku, ki ne utihne, pa tudi, če ne vem kako vpijajo. Veliki duhovniki in veliki zbor. Glavna med njimi sta Ana in Kajfa, ki so obenem verski in politični voditelji. To je bilo takrat povezano. Zaprli so se v svoj ozki krog in ne morejo ven iz njega. Naj Jezus reče ali stori karkoli. Naj se brani. Obsojen bo. Zakaj? Ne, ker je naredil kaj zlega, ampak ker se ne ravna po tem, kar mislimo mi. Ni takšen, kakšnega se mi zamišljamo in hočemo imeti. Imajo tako zvano enoumje. In da bi dosegli cilj, podkupujejo z denarjem lažnive priče. Bili so oboževalci postave in predpisov, ki pa jih niso razlagali po smislu, ampak po črki. Črka tako piše, zato si kriv. Naprimer, Jezus je v templju, v shodnici, tam je en človek, ki ima mrtvo eno roko. Je pa sobota. In ko ga Jezus vidi, pravi, stegni roko in jo iztegne, je bila zdrava. O, Jezus, na soboto se ne sme ozdravljati. Ali pa, ko je prav tako na sobotni dan srečal slepega, ta ga je prosil, ozdravi me, rad bi videl, kaj stori Jezus. Pljune, naredi malo blata, pomaže človeku oko, pa reče, pojd se umit. To je bilo v soboto. Ta se je umil in je ozdravel, ampak Jezus tega ne bi smel narediti, ker je bila sobota. Pa še kaj podobnega. Ne smemo pa preveč strogo soditi teh Judov, njihovih voditeljev. Zakaj ne? Tako so bili vzgojeni, naučeni. Pa še nekaj. Judovstvo je bilo ogroženo od zunaj, ker so bili razmeroma majhen narod, okrog njih pa mogočni sosedje. In če hočemo judovsko ohraniti, se moramo do črke držati Mojzesove postave. To nas gor drži. Če odstopimo od Mojzesa, smo izgubljeni. To je, rekli, en izmed važnih razlogov. Tudi ni bilo lahko sprejeti Jezusovih izjav, da je Božji sin. Bog ne more imeti sina. Da je sposoben v 3 dneh pozidati tempelj. Kako? Da je gospodar sobote. Da je večji kot Jona, kot Salomon, kot Mojzes. Kdo je večji kot Mojzes? Mojzes je naš največji zakonodajalec. Jezus pravi, da je večji od Mojzesa. Da je starejši od Abrahama. Abraham je ustanovitelj njihovega naroda, začetnik vsega. Ja, kdo pa je pred njim? Jezus pravi, jaz. Ja, niso mogli kar tako sprejeti. Zraven tega so mu zamerili, ker jim je očital marsikaj hudega. Naprimer, vi ste pobeljeni grobovi. Grob ima zunaj, ja, lepo, apneno pokrivalo, kaj pa znotraj ni treba govoriti. To ste pa vi. Ali pa, ko je rekel,
vi požirate vdovam hiše. Ja, čak malo. Kdo? Ja, vi. Pa še marsikaj drugega podobnega. Tako da je razumljivo, da so mu zamerili. Pisma so poznali, ker jim je rekel, pisma govorijo o meni. Poznali so jih, ampak po svoje razumeli. Da jih pa ni bilo lahko razumeti, vidimo iz Jezusovega postopka, ko je spremljal tista dva, ko sta šla v Emaus po vstajenju. Rekel je, a nista brala v pismih to. Pa točno. Kdo bi rekel, ampak nismo se spomnili. Ali pa ko je pri večeri, isti dan zvečer, ko je bil prnik rekel, oziroma piše tale, ki to opisuje, odprl jim je razum, da so umeli pisma. Pomeni, prej jih niso. Eno je poznati pismo, drugo pa razumeti pismo. Ni jih bilo lahko razumeti. Če berete Sveto pismo, lahko sami vidite, marsikaj razumemo, marsikaj pa tudi ne. Tako da jih na nek način lahko razumemo. Zato je Jezus viseč na križu velike duhovnike pred očetom zagovarjal: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Ne vedo. Ko vidimo, kako so zazrti v svojo resnico, se lahko vprašamo, kaj pa mi. Gremo naprej k vojakom. Vojaki nastopajo najprej pri prijetju Jezusa v Getsemaniju, pozneje, ko je bil večji. Pri bičanju so prikazani kot suroveži. Iz Jezusa se norčujejo, ga bijajo, na lastno pobudo ga kronijo s trnjem. To je znak pokvarjenosti. Da so si pod križem delili njegova oblačila, je bila njihova pravica. To je bilo tako določeno. Nekaj sočutja do Jezusa je pokazal tisti, ki mu je ponudil gobo napojeno s kisom. Prav tako je svet velik stotnik, ki je Jezusa javno priznal za Božjega sina. Herod, Simon iz Cirene in dva razbojnika. To so bolj postranske osebnosti. Herod živi v neurejeni zakonski zvezi. Od Jezusa pričakuje cirkuško predstavo. Ker je ne dobi, Jezusa osramoti in ga pošlje nazaj. Simon je predstavnik ljudi, ki mimo svoje volje ali celo proti njej sodelujejo z Božjimi načrti. Oba razbojnika sta v enaki obsodbi, a imata različen odnos do Jezusa. Kaj pa množica? Množica je skupina ljudi, ki se pod vplivom nekaj posameznikov ravna tako, kot oni hočejo. To danes rečemo ulica. Nekaj kričačev in grejo za njimi. Množica na cvetno nedeljo Jezusa slavila. Množica na veliki petek zahtevala njegovo smrt. Ali so to bili isti ljudje, različni, ne vemo. Vsekakor so bili nenačelni, nekritični in sprejemljivega značaja. Lažnivih prič, ki so nastopale proti Jezusu pred velikim zborom, je bilo več. A njihovo pričevanje se ni ujemalo. Morda namerno, ker ni hotel Jezusa škodovati. Ali pa je bilo res tako. Služabnik, ki je Jezusa v pričo Kajfa navzočih udaril po licu, je to verjetno storil zato, da bi se gospodarju prikupil. Kdo je še sodeloval pri Jezusovem trpljenju? Žene ali ženske. Imele so manjšo vlogo, ampak pozitivno. Poglejmo jih po časovnem redu. Dekle na sodnem dvorišču, ki je tožila Petra,
kaj je nagiba k temu, da Petra obtožuje? Ali je bila zagrizena nasprotnica Jezusa ali pa hlapčevsko predana gospodarjem, eno ali drugo. Če je bila dobrega srca, bi rekla: Peter, glej, nevarno je, pej, hitro, skini čim prej. Torej, ženska, ki po naravi pomaga, je se tu pokazala kot tista, ki škoduje. Škoda. Pilatova žena svetuje možu, naj ima nič s tem človekom. Z drugo besedo, pusti ga, nedolžen je. Njena ženska intuicija, podkrepljena z morom v sanjah, je dala slutiti, da je ta človek, ki je v sodnem postopku, nekaj posebnega. Pilat, pazi, kaj delaš. Hotela je dobro. Žene ob križevem potu jokajo. Jezusa verjetno poznajo in se jim smili, kar je razumljivo. O Veroniki evangelisti ne pišejo, ampak samo v križevem potu jo imamo. Ustvarila je ljudska pobožnost v srednjem veku, da bi poudarila, da ni dovolj samo jokati, kaj v tem. Pomagaj revežu, kolikor moreš. Ni pa nemogoče, da zgodba o Veroniki daljni odmev na Sindon, na Torinsko platno, ker se je vedelo, nekje je Jezusova podoba, samo kje, kdo ve, ker takrat še ni bilo Torinsko platno odprto, javno znano, kot je danes. Žene pod križem so nekatere navedene po imenih. Prva od njih je Jezusova mati Marija. Povedano je samo, da je pod križem stala. Drugo je prepuščeno domišljiji bralca. Pripoved, da so ji mrtvega sina za trenutek položili v naročje, je sad krščanske pobožnosti, ker se tam pismo to ne piše, ampak to ni važno. Vsekakor je treba z Marijo čutiti. Druga žena, Saloma, je Marijina sestra, Zebedejeva žena in mati apostolov Jakoba in Janeza. Potem so pa še druge žene, Marija Klopajeva in tako naprej. Tretja pa je Marija Magdalena, nekdanja grešnica. Te in še nekatere, katerih imena niso navedena, so pokazale pogum, ki ga apostoli niso zmogli. Apostoli so skriti, žene stoje pod križem in ga bodo šle drugi dan mazili. In še beseda o evangelistih, ki nam to opisujejo. Pišejo zelo umirjeno, stvarno, trezno, kot bi bili samo opazovalci, ki se jih pravzaprav zadeva ne tiče. Ampak, ko je že tako, veš, to se je dogajalo. Ne čudijo se, ne obsojajo, ne zgražajo se. Ne gre jim za to, da bi spisano napravili vtis, kot naprimer danes razni novinarji, takšnih časopisih, da bi naredili čim večji vtis na ljudi, bralce. Ne. Mirno, hladno, trezno. To je bilo in to ni bilo. Nobenih pripomb ne dajajo. Ne, tako je bilo. Ne težijo za pretiravanje, kot se navadno dogaja. Dopisniki pretiravajo, tako zvani rumeni tisk, ki od tega živi, ker ljudje to radi berejo. Evangelisti ne delajo zaključkov, razen tu in tam, naprimer, da pravi, tako se je spomnilo pismo. Ampak to je samo dokaz, da se spominja dogodka iz Svetega pisma. Prav ta način potrjuje, da so evangelisti verodostojni, pošteni in da jim smemo verjeti. Hvala vam, evangelisti, da ste nam to napisali. Mi se Jezusu zahvalimo za trpljenje. Ob teh osebah, ki so zraven, ki mi nismo, se pa učimo, ker Jezusovo življenje se nadaljuje tudi danes med nami in vsakdo od nas je morda našel v katerem od teh osebnosti sebe.
skušajmo biti, ko vidimo drugo trpljenje drugih, dobri, ga razumeti, ga lajšati in tako zaslužiti to, kar nam je Jezus s svojim trpljenjem zaslužil, večno življenje. Hvala, da ste bili z mano. Amen.